Maturante, lep pozdrav. Na maturi se srečate s tako nalogo, to je oblikoslovna naloga, in sicer, da morate temu samostalniku kolesarja določiti oblikoslovno posebnost. To načeloma vsi naredite pravilno, da date kolesar v rodilnik ednine in napišete kolesarja. Zdaj pa morate še določiti oblikoslovno posebnost. In tukaj gre za urivanje oziroma gre za podaljševanje osnove z J. Zakaj? Ker se ta samostalnik konča na R. Pri tovrstnih primerih pa obstajajo tudi izjeme, na primer šotor, je potem rodilnik ednine šotora, ni šotorja. Naslednji primer, tone, rodilnik edine, toneta, to naredite vsi prav. Potem pa imamo pravzaprav oblikoslovno posebnost, ki rečemo podaljševanje osnove s T. Zakaj? Ker se ta samostalnik konča oziroma zaključi z E-jem. Naslednji primer, Matej, orodnik edine z Matejem. Ta primer je nekoliko poseben. Zakaj? Ker če recimo primerjamo ta samostalnik z enim bolj običajnim, tudi iz prve moške sklanjatve, recimo rečemo z računalnikom. V čem je razlika? Tukaj imamo končnico on, tukaj pa em. Zakaj? Ker je Matej samostalnik prve moške sklanjatve, ki se konča na J. Taki primeri so recimo še tisti, ki se končajo na Č, Ž, Š, J in C. Naprimer z Alešem in tako naprej. Naslednji primer je pa Koper, rodilnik ednine je Kopra. Kaj se pa tukaj zgodi? Pravzaprav gre za izpad polglasnika, kako to vemo, ker tukaj ni tega E-ja, ki je bil v imenovalniku ednine, torej ne rečemo Kopera, ampak Kopra. Naslednji tip oblikoslovne naloge, ki se pojavlja na maturi, je, da morate iz samostalnika, to je večinoma zemljepisno lastno ime, narediti oziroma tvoriti vrstni pridevnik. Opozarjam vas, da tudi če je Frankfurt, se piše z veliko začetnico, ker gre za zemljepisno lastno ime, imamo potem vrstni pridevnik izpeljan in ga pišemo z malo začetnico. Frankfurtski. Naslednji težek primer je Beneška Slovenija, torej zopet gre za zemljepisno lastno ime. Tukaj vas opozarjam na to, da ker je tale Beneška Slovenija, ta besedna zveza podredna, jo morate pisati skupaj. Za razliko od Slovenije in Avstrije, torej gre za priredno besedno zvezo, zato se tale in pretvori v stični vezaj. In še zadnji primer, kjer imate maturantje velikokrat težave, je, da iz določene povedi morate izpisovati besedne vrste in potem določite, da je v ponedeljek prislov. To ni ustrezno, namreč gre za prislovno določilo časa, ampak tukaj imamo predlog, tukaj pa imamo samostalnik. Če bi želeli radi še kaj več izvedeti, se prijavite na tečaj Slovnice na maturi.